Živjo! Ko v fizični trgovini naletimo na težavo, se vedno obrnemo na prodajalca. Ta nam pomaga pri pomislekih, priporoča produkt ali odgovori na kakšno vprašanje. V spletni trgovini takšne pomoči ni. Se pa lahko s seznami priporočenih produktov še najbolje približamo izkušnji srečanja s prodajalcem v trgovini. Za začetek potrebujemo kontekst kupca, kateremu želimo priporočiti izdelke. Priporočilni sistem bo za njegovo izgradnjo uporabil profil uporabnika, zgodovino ogledov izdelkov, zgodovino košaric in zgodovino nakupov izdelkov ter med vsemi temi podatki poiskal vzorce. Ali na nivoju profila kupca, glede na demografijo in obnašanje, ali na nivoju izdelkov, na primer, kaj se pogosto kupuje skupaj. V primeru, da bo kupec našo spletno stran obiskal prvič, pa bo sistem za priporočanje prikazal izdelke glede na trende, to je najbolj iskane, najbolj gledane ali najbolj prodajane izdelke. Od tu naprej nam lahko priporočilni sistem pomaga v najrazličnejših kontekstih. Ko kupac gleda posamezni izdelek, mu lahko prikažemo podobne izdelke. Če je izdelek dodal košarico, mu lahko tam prikažemo komplementarne izdelke glede na vsebino le-te. Na enak način lahko kontekst zajamemo tudi v mobilni aplikaciji, na blagajni ali v e-mailih. V rednem newsletterju denimo uporabimo bolj splošen sistem priporočanja, ki išče izdelke glede na to, kaj je stranka v preteklosti gledala in kupovala. V e-mailu, ki sledi zapuščeni košarici, pa prikažemo izdelke iz košarice in dodatne predloge, ki bi lahko osebo zanimali glede na njeno vsebino. Skratka, priporočila produktov nam pomagajo pri tem, da naša trgovina in marketinški e-maili ves čas izgledajo sveže in vedno vsebujejo produkte, ki kupce zanimajo. Čau!